Dobrodošli v debati. Pa imamo v državi spet moralno paniko. Razlog? Visoke plače. Razburja razkritje, da si vodstvo slabe banke na čelu s Švedom Thorbjørnom Monsonom kljub izrecnemu dekretu vlade v pol leta še ni porezalo plač. Za vse preostale državne direktorje namreč velja Lahovnikova uravnilovka. Vlada in njeni najdražji, dobesedno, so si tako po 6 mesecih premirja spet v laseh. He goes home over the weekends. I mean, if he couldn't do that, his wife would not permit him to be here at all. Anatomija primera kaže, da vlada in slaba banka igrata maratonsko partijo šaha. Cerar in Mramor marca ukažeta nižanje plač, Monson si jo aprila zniža za 4000, a si jo hkrati občutno poviša in to za nazaj. Z dobrih 20 na skoraj 37 000. V 4 mesecih je to dodatnih 71 000 evrov. Rečeno drugače, na ta račun ukazanega vladnega reza kljub nižji plači ne bo čutil vsaj še leto in pol. Ob tem razburja tudi samo delo slabe banke v konkretnih primerih. Rubež Savinih hotelov, na primer, so slovenska sodišča že zavrnila. Prav tako je bil na sodišču ustavljen stečaj operaterja T2, ki ga je predlagala slaba banka. Zato je prvo ključno vprašanje, ali naj za vodstvo slabe banke veljajo drugačna pravila. Koliko stanejo takšni kadri drugje, so Slovenci, ki zasedajo vodilne pozicije v tujini, plačani kaj manj. O tem dolgoletni direktor Svetovne banke Boris Pleskovič in poslanec Združene levice Luka Mesec. Dober večer. Dober večer. Gospod Mesec, zahtevate izredno sejo državnega zbora, pa greva najprej na plače. Kakšna naj bo zgornja meja mesečne plače na slabi banki, po vašem? Po našem bi morala tudi za slabo banko veljati tako imenovana Lahovnikova uravnilovka, ki ste jo že omenili, in to bomo predlagali kot priporočilo vladi na seji odbora. Ta plača, ki so si jo zdaj privoščili na slabi banki, predvsem glavni izvršni direktor Monson, je pa onkraj vsega sprejemljivega v Sloveniji. Ko sem bil na MIT-ju, nas je Paul Samuelson, Nobelovci in drugi so nas učili, da vrhunski strokovnjaki morajo dobiti mednarodne plače, drugače bojo šli na OZN, na Svetovno banko, IMF ali pa v druge države. Recimo, zgodi se, da je cela vrsta zdravnikov študira v Londonu, v Parizu, in če jim doma ne plačajo primernih plač, potem ostanejo v Parizu in so tam brez zdravnikov. Glede, te plače niso nič posebnega, ker smo jaz podobno plačal. Gospod Pleskovič pravi, imel sem podobno plačo, nič posebnega. Se strinjate, kdo bo to počel, če tujci odidejo? Kaj smo pa dobili za to ceno? Slaba banka je bila lani strani Računskega sodišča ocenjena kot neodgovorna, negospodarna, neučinkovita. Potem še podrobneje, gospod Pleskovič, tako je, v vodstvu DUTB smo želeli tujce, ne? Takrat so rekli, da ne bi bilo korupcije in takrat je bila politika enotna, da iščemo tujce. Kakšnega menedžerja dobimo za 12 000 evrov po Lahovnikovem zakonu? Tretjega razrednega ali pa še slabše, ali pa bomo te naši tajkuni, ki so uničili te firme, da bojo oni delali. Ampak kadar imate vi asset management, to je asset management, to Računsko sodišče morajo ocenjevati kot privatne firme, kot kapitalske naložbe. In pa asset management pri takih investicijskih naložbah so bonusi dani od prodaje slabih naložb, ki delajo izgube in tako naprej. In tukaj so bili veliki uspehi. In jaz sem danes vprašal na IMF-u, a je bila ta banka, vodstvo, bonusi, plače in podobno skrb postavljena kot v Irski in Španiji, in so rekli ja. Gospod Pleskovič pravi uspehi, ne? Vi zahtevate odstop slabe banke, predvsem zato, gospod Mesec, ker si niso v skladu z vladnimi navodili nižali plač, pa greva še midva na rezultate. So rezultati sporni? Glejte, rezultati so jasni. Kreditni krč, ki naj bi ga slaba banka odpravila, še vedno traja. Nepremičnine v njeni lasti, ki so prišle po nepremičninskem zlomu pač vanjo, so še vedno neprodane in neoddane. Se pravi, tisoči mladih so še vedno brez stanovanj, tudi po krivdi slabe banke. Deluje povsem netransparentno. Računsko sodišče je naložilo 13 popravljalnih ukrepov in so v zadnjem letu zatajili na vseh ključnih področjih. To so rezultati njihovega delovanja. Omenili smo dva primera tudi sami, Savo Turizem, pa te dva slovenska sodišča so res v zadnjem času nekaj odločitev slabe banke preklicale, zaustavile. Lejte, tako je danes glavni direktor slabe banke povedal, IMF, Svetovna banka in Evropska komisija ocenjujeta delo slabe banke v Sloveniji, da je dosti hitro in da je boljše celo kot v Irski in Španiji,
Zdaj, kakšne standarde pa uporabljajo zunaj, v Evropski komisiji smo pa videli, ko smo hoteli imeti svojo komisarko. Kakšne standarde ima doma, v parlamentu, kakšne pa v zoni. Za konec obema isto vprašanje. Najprej vi, gospod Mesec, kam nas je pripeljala Lahovnikova uravnilovka? Se je recimo na nivoju državnih podjetij to obneslo po vašem ali ne? Glejte, nekaj je jasno. Take plače, kot si jih danes privošči finančni sektor in vrhovni menedžeri, recimo v Volkswagenu smo videli razliko 1:300 glede na plačo zdajšnjega direktorja v odstopu in povprečno plačo v podjetju. To je norost in to se ni dogajalo nikjer po svetu od konca 19. stoletja naprej. Plače v 70. letih, če pogledate celoten Zahod, boste videli, da je imel top menedžer plačo nekje 10-krat do 15-krat višjo od povprečja v svojem podjetju. To, da smo danes na 1:300, je pa enostavno treba končati. Ne, v Ameriki so res plače bankirjev, pa to šlo čez vse meje. Sam te, recimo, strokovnjaki, ki so podobni kot jaz, ki sem bil v mednarodni inštituciji, lahko dobijo službo kjerkoli drugje. Ko jaz enkrat v Svetovni banki s svojim direktorjem nisem bil zadovoljen, sem poklical na MIT, sem dobil plačo višjo, pa sem pa prosil, da nazaj pridem, ker tele dobijo 3-4 službe. Je pa zdaj Lahovnikov zakon, je pa čudna stvar v tem, da imate 3 menedžerje energetskih družb, ki imajo po 300 000 ali več plače in tudi enih drugih družb, kjer se delajo zgube. Zanimivo je pa pri birokratih je bila direktorica, ki je bil Pahor, predsednik vlade, je imela direktorica živalskega vrta, majhnega živalskega vrta, kjer moš paziti, da opice ne uvide 8500 bruto plače, predsednik vlade pa predsednik države pa okoli 4-5 tisoč. Jaz ne vem, ali je živalski vrt težji furat kot celo državo. Hvala obema za obisk in za stališča, samo da iz vitalnih funkcij države ne naredimo živalskega vrta. Hvala. Odgovor številka 1 je torej, nizke plače odženejo najbolj sposobne. Ne pozabite, govorimo o ljudeh z zgodovinsko nalogo, ki naj bi za nazaj pokrili milijardno bančno luknjo. Če so ti, ki jih imamo slabi, pa poiščimo boljše in te boljše dobro plačajmo.